Mi pa gremo, kot rečeno, k festivalu Ljubljana, ki je eden izmed najpomembnejših festivalov tukaj v Ljubljani in v Sloveniji in zelo pomembno zaznamuje poletje v Ljubljani. Vedno se zvrstijo marsikateri dogodki, vsako leto navdušujejo različne predstave, muzikali, koncerti, tudi tečaji in to s širokim mednarodnim naborom slovitih umetnikov in umetnic. Z nami pa je danes Maruša Šinkovič, PR-ovka festivala, da nam zaupa malce več o njem. Dobrodošla v naši družbi. Se pravi, letos bo že 69. Ljubljana festival, festival Ljubljana, ki pa bo, ko smo prej se pogovarjali med oglasi, v praktično takšni obliki, kot festival Ljubljana mora biti, za razliko od prejšnjega leta. Kaj v bistvu vam vsem, ki organizirate festival Ljubljana, to pomeni, da lahko znova zaživi festival v polni luči? Ja, vsekakor je to ena dobra zadeva letos, glede na lansko leto, ko je bila situacija pač res precej slaba na vseh področjih, ne samo v kulturi. Ampak mi smo kljub temu festival tudi lansko leto izpeljali, sicer v nekoliko okrnjeni izvedbi z manj obiskovalci, ampak kljub vsemu nam je uspelo. Letos so sicer še vedno omejitve, ampak so zelo manjše oziroma na drugačen način omejitve. Tako da lani smo recimo imeli dovoljenje za 500 obiskovalcev na prizorišču, seveda z vso varnostno razdaljo, razkuževanjem, vsem potrebnim. Letos ni številke, kar se tiče omejitve, ampak je samo razdalja. Se pravi, na 1 meter sedeži, seveda družine, pari lahko sedijo skupaj, to ni problem, sicer pa plato Kongresnega trga nam letos dovoljuje kar 1500 sedežev, kar je v bistvu 3-krat toliko kot lani. Sicer še vedno ni to kapaciteta, na katero smo pač navajeni, oziroma koliko pač se je dalo v prejšnjih letih v normalnih razmerah, ampak kljub temu je pa to res lepa številka, glede na to, kako je bilo pač lani. In tudi lani ste morali malce improvizirati in tudi zapolniti program z več slovenskimi umetniki in umetnicami, s čimer ni nič narobe, ampak letos ponovno prihajajo razne svetovne zvezde, o katerih bova govorili tudi kasneje. Koliko pa je približno, če bi lahko dali eno številko, ustvarjalcev, ki nastopijo na Ljubljana festivalu, da vemo zares, kako velik obseg gre? Ja, zdaj te številke so zelo visoke. Festival traja dobra 2 meseca, prireditev je res ogromno in dosti je tudi recimo orkestrov, zborov in tega, tako da nastopajočih je 2500 ali celo še več. To je nekako okvirna številka, na koncu se lahko tudi izkaže, da je to tudi 3000 ali več, pač glede na velikosti zborov, orkestrov in vseh ostalih, ki zraven pač spadajo. Tako da ja, je definitivno zelo široko zastavljeno, mednarodni nastopajoči iz več kot 25 držav, tako da je res ogromna zadeva. In v bistvu festival se bo otvoril 1. julija, ampak če prej omeniva en dogodek, ki se je že zgodil in tudi del festivala, vsako leto na prvi poletni dan tradicionalno se zgodi Poletna noč, kjer sodelujete z simfoniki RTV Slovenija. Letos je bila Poletna noč posvečena Tadeju Hruševarju. Zakaj ste se odločili prav za njega? Zdaj v bistvu Poletna noč, kot ste že omenili, je v bistvu v sodelovanju z RTV Slovenija, se pravi Simfonični orkester in Big Band RTV vsako leto nastopi in seveda nabor slovenskih izvrstnih solistov. Tako da vsako leto se v bistvu Poletna noč posveti enemu izmed umetnikov na slovenski sceni. Lansko leto recimo je bilo posvečeno 75-letnici Big Banda RTV Slovenija, letos pa Tadeju Hruševarju, ki nas je, kot vemo, zapustil v lanskem letu. Tako da v bistvu zato smo se potem oziroma skupaj z RTV-jem v bistvu odločili, da njemu posvetimo ta dogodek letos. Sicer pa, kot sem prej omenila, 1. julija se uradno otvori festival. Kaj bo tokrat ponujeno na otvoritvi? Na otvoritev bo slavnostno nastopil orkester Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga pod taktirko maestra Valerija Gergijeva. Evo Juš, ker Juš ravno prej rekel, da ga zanima, če bo ta maestro ponovno prišel. Ja, vsekakor. Maestro je že stalen gost na Ljubljana festivalu. Večkrat smo ga že častili, dobil je tudi nagrado predsednika Republike Slovenije kot
kot pač nekdo, ki pomembno prispeva k kulturi v Sloveniji in bogatenju le-te. Tudi orkester je že nastopil na festivalu, ampak zdaj nekaj časa pač ga ni bilo pri nas, tako da smo zelo veseli, no, da bomo letos otvorili prav z tem orkestrom in z gospodom Grgijevim. Se da še kakšno vstopnico za otvoritev dobiti ali je to že razprodano? Se še da. Vstopnice so še na voljo. Kot sem že prej omenila, letos imamo malo boljšo situacijo, kar se tiče kapacitet, tako da karte so na voljo, no. Ne rabimo pač omejevati zgornje meje za enkrat, tako da koliko nam pač kongresni trg dopušča, toliko obiskovalcev lahko tudi pač sprejmemo, no. Tako da definitivno so še vstopnice na voljo. Zaenkrat še, tako da se še da. Drugače pa pride, ne, seveda tudi ena izmed največjih svetovnih opernih div, Ana Netrebko, ki bi v bistvu morala priti že k nam po zimi, pa potem se to prestavilo na poletje. Kaj je bil razlog? Razlog so bile epidemiološke razmere. Žal smo morali celoten zimski festival odpovedati. Bilo je vse splanirano, kot pač smo si zastavili, kot je vsako leto, ker tudi to postaja ena izmed stalnic na programu festivala Ljubljana, se pravi tudi zimski festival, ki je v obdobju januar-februar. Tako da letos pa žal zaradi celotne COVID situacije ga nismo mogli izpeljati, tako da smo potem se bo Ana Netrebko z Jusifom Evazovim bo nastopila na poletnem festivalu, prav tako tudi Arkadij Volodovski bi moral biti na zimskem festivalu, tako da v bistvu zaradi tega, no. Važno, da pride, no. Tudi če v napačnem letnem času. Kaj pa nam bo Ana pripravila okvirno, če se slučajno že kaj ve, kaj nam pripravlja? Zdaj v bistvu bosta z Jusifom Evazovim nastopila skupaj podobno kot lansko leto, se pravi v bistvu na repertoarju so predvsem svetovne operne arije, kot so Verdi, Puccini in podobno. Tako da bo nekako v tem stilu, no, en venček teh najboljših. V bistvu pa prihaja še eno veliko ime opernega sveta, Placido Domingo. Kako to, da ga bomo ponovno lahko videli tudi na odru festivala Ljubljana? Placido Domingo vsekakor spada v svetovni vrh, kar se tiče opernih pevcev. Seveda, ne glede na pač celotno situacijo, je še vedno izvrsten pevec in zaradi tega, v bistvu tudi je bil že na festivalu kot gost par let nazaj, tako da letos pač smo spet veseli, no, da ga bomo gostili. Zanimanje je zelo ogromno za njegov koncert, tako da bo še en nepozaben večer. Odlično. Še en nepozaben večer z nepozabnim svetovnim imenom. Bom pa sama zdaj kot ljubiteljica muzikalov, ne, ker sem, izpostavila, da ponovno prihaja iz Britanije en muzikal, ki je, to je bila kar stalnica pred leti na festivalu Ljubljana, prihajali so muzikali, spomnim se Brillantina, Lassie, Jesus Christ, Superstar in podobno. Potem pa zdaj kar nekaj časa tega ni bilo in letos pride muzikal Chicago. Kako to, da ste ponovno obudili to sodelovanje? Vsekakor je v bistvu naša direktiva, da združimo pač čim več različnih zvrsti vrhunske umetnosti. Se pravi, od opere do muzikalov, do predstav, baleta, tako da tudi muzikali so pač nekako stalnica našega festivala. Tako da letos bomo videli dva, se pravi Chicago, ki zaenkrat še malenkost prikrivamo, no, tako bom rekla, kar se tiče zasedbe, oziroma definitivno gre za britansko varianto. Režiser je z West Enda, tako da bo res ena izjemna predstava.
Zraven tega pa bo še Lolita iz Sankt Peterburga, ki bi v bistvu morala biti na programu že lansko leto, ampak zaradi celotne situacije, ki smo jo imeli, je žal to gostovanje odpadlo oziroma smo ga prestavili na letos. No. Tako da letos bomo v bistvu videli kar 2 muzikala izjemnih razsežnosti. No. Ja, ker to se v bistvu še ni zgodilo. Najprej ste imeli te britanske muzikale, potem so prišli ti ruski, vem, da je Mojster in Margareta, Evgenij Onegin, in letos pa kar oboje, ne? To še ni bilo v resnici. Ja, tako. Sej pravim, v bistvu zato, ker lansko leto se pač res ni dalo, smo rekli, da letos moramo pa malo. Neko kost nam vrš, pa nas malo potolažiti, ker lansko leto ni bilo. Hvala za enkrat, Maruša, mi dve se bova še pogovarjali, predtem pa gremo za nekaj trenutkov v oglase, po oglasih nadaljujemo s festivalom Ljubljana. Se gledamo. Dobrodošli nazaj. Ljubljana festival je še vedno tema in z nami v studiu Maruša Šinkovič, PR-ovka festivala. Ponovno dobrodošli. Dober dan. Veliko so že povedali, ne, svetovna imena opere in muzikala smo tudi omenili. Pridejo pa še en svetovno poznan, lahko bi rekli, fenomen. Dunajski dečki se bodo letos predstavili. S čim in kako? Ja, Dunajski dečki veljajo za eno res tradicionalno zasedbo, se pravi več kot 500-letna tradicija dečkov, ki so stari med 10 in 14 let in dajo nek poseben čar celotni zadevi, se mi zdi. Tako da letos v bistvu je program Sen kresne noči. Tako da nam bo zbor zapel vrsto res zelo fajn skladb Sena kresne noči, tako da bo to eno tako posebno čarobno doživetje. No. A kdaj pridejo oni? 19. julija na Kongresnem trgu. 19. julij, Kongresni trg, Dunajski dečki. Večinoma se bodo te večje prireditve seveda dogajale na Kongresnem trgu. Katere so pa še ostale morda prizorišča? Ja, zdaj večina prireditev bo na Kongresnem trgu, zato ker zaradi celotne situacije, no, tam imamo res dovolj prostora, je odprto in je res tudi posebno doživetje v centru Ljubljane z pogledom na grad, doživeti eno tako res posebno kulturno izkušnjo. Zdaj zraven tega bomo delali dogodke tudi v Viteški dvorani Križank, v preddverju Križank in pa tudi v Slovenski filharmoniji. Tako da bo... Ja, pa še v Križevniški cerkvi, se opravičujem. Letos imamo še Križevniško cerkev, tako da tudi to en tak zelo poseben ambient naredi vse skupaj. No. Kongresni trg je, zaradi vsega, kar ste omenili, res čudovita lokacija, ima pa eno slabost in sicer, če je slabo vreme, potem, če dežuje, kakšna je alternativa ali odpade dogodek? Dogodki ne bodo odpadli. Imamo planirane rezervne termine v primeru slabega vremena in pa tudi rezervne lokacije. Tako da v bistvu bomo se prilagajali sproti. Zdaj, glede na trenutno sliko, kako bi naj poletje letos izgledalo, mislim, da z vremenom ne bomo imeli težav. Ja, se je maja, vse, kar se je... Cel dan za celo leto se je maja spustil. Ja, tako da, kar se tega tiče, mislim, da ne bomo imeli težav, ampak vkolikor slučajno se zgodi, da bo res slaba vremenska napoved, bomo mogoče dogodek zamaknili za kak dan ali pa prestavili na neko notranjo lokacijo. Sprav, ni bojazni, ne? Ni bojazni, da bi karkoli odpadlo, tako da. Pa so drugače, katere prireditve že razprodane ali se še za vse da dobiti karte? Zaenkrat se še da dobiti vstopnice za vse prireditve, ampak grejo pa zelo hitro, zanimanje je res ogromno. Prihodnji teden že začnemo, se pravi otvoritev je 1. julija, tako da... Pred vrati je. Definitivno pozivam, da kdorkoli bi si želel pač karkoli od naših dogodkov gledati, da se pač zagotovi karto čim prej. Sicer pa, kot tudi prej omenjeno, načeloma se da letos malo lažje tudi priti do vstopnic zaradi pač omejitev, ki so letos, ki so pač malo bolj ohlapne, kot so bile lansko leto. No. Je pa seveda vedno so tudi spremljevali program Ljubljana festivala, se pripravlja tudi bolj, recimo, kakšne likovne poslastice, recimo letos tudi Mednarodna likovna kolonija. Koga ste letos povabili in zakaj?
Mednarodna likovna kolonija je že ena izmed stalnic spremljevalnega programa Ljubljana festivala. Njen selektor je gospod Tomo Vran, ki je tudi sam slikar in grafik in hkrati tudi predsednik strokovnega sveta festivala Ljubljana. Tako da v bistvu on je tisti, ki izbira umetnike za likovno kolonijo. Letos bo že 24. leto zapovrstjo. Je pa vedno, kot že samo ime pove, mednarodna zadeva. Se pravi, pridejo umetniki ne samo v Sloveniji, ampak tudi od drugod. Tako da letos bo Slovenija, Španija, Anglija, en kup res vrhunskih umetnikov, ki bodo ustvarjali na tej mednarodni koloniji. Potem pa, ko se pa to zaključi, pa je v bistvu razstava vseh njihovih del, ki se bo otvorila 16. julija. Kaj pa še ponuja spremljevalni program letos? Zraven mednarodne likovne kolonije imamo še Ljubljana festival na Ljubljanici, ki se prične naslednji ponedeljek, se pravi od 28. do 1. julija. Potem so mojstrski tečaji, ki so namenjeni mladim glasbenikom. Poučujejo izjemni profesorji mednarodnega slovesa in potem bodo ti študentje tudi imeli svoje koncerte. Prav tako bodo ti profesorji, ki so tudi vrhunski umetniki, imeli svoje koncerte. Tako da to, potem so še otroške delavnice za mlajše do tam nekje do 15 let približno. Pa to je v bistvu to, no. Je pa nekaj za vse generacije. Nekaj za vse generacije, tako je. En kup nekih zadev, ki so v bistvu že tradicionalne vsako leto na festivalu. Seveda tudi komorni koncerti manjših zasedb in tako naprej. Kaj pa je tisto, česar pri Ljubljana festivalu česar vi ne zamudite pri Ljubljana festivalu? Kaj je tisto, kar imate vi osebno najraje? Ja, zdaj, jaz osebno se zelo veselim Chicaga in Lolite. Midve sva tam! In pa seveda ne smem pozabiti omeniti Peer Ginta, balet Edvarda Kluga, ki je tudi ena zelo vrhunska zadeva. Tako da, kar se mene tiče, sem bolj za te balete predstave. Vsekakor pa definitivno ne bom zamudila tudi Plácida Dominga in tudi recimo Sonja Jončeva, ki je res ena izmed vzhajajočih opernih zvezd, mogoče kar takoj za Ano Netrebko. Tako da to so taki dogodki, ki jih pač res moraš videti, no, ker gre za res vrhunske izvajalce in je to res super priložnost, da se česa takega tudi udeležimo. So to neki biseri. Tako. Letos je 69. Festival, kar pomeni, da bo naslednji 70. jubilejni, pa če se mogoče malce ozreva še v prihodnost. Že kaj planirate, pripravljate kaj posebnega? Zdaj, zaenkrat še ne morem o tem govoriti. Program je vsekakor že v nastajanju. Je pa že recimo letošnja 69. edicija je v bistvu poletje vrhuncev. Tako da že letos imamo res ogromno vrhuncev in tudi drugo leto ne bo čist nič drugače, sploh zato, ker se gre res za eno jubilejno številko. Tako da definitivno se tudi sama že zelo veselim tega. Spravi, letošnje leto je vrhunec pred vrhuncem. Tako, ja. V bistvu niso pa še omenili tudi gledališke dejavnosti, katere predstave gledališke se morda v okviru letošnjega festivala obetajo? Zdaj izpostavila bi mogoče dve slovenski predstavi, se pravi Vsi ptice v izvedbi Mini teatra. In pa od Kocbeka in Stoletje bo zardelo v izvedbi Anton Bevšek teatra z Novega mesta. Tako da te dve se mi zdi, da sta res ena taka zelo dobra popestritev letošnjega poletja, vrhunski predstavi v slovenski produkciji, ki jih definitivno ne gre zamuditi. Se pravi, poletje letos bo tudi kot vsako leto do zdaj, razen prejšnje leto je bilo malce okrnjeno, ampak vseeno Ljubljana festival je stalnica in bo tudi letos celo poletje, julij, avgust, takole zapolnjeno. Hvala, Maruša, za obisk in želim tako vam kot festivalu, da bo uspešno vse šlo mimo in da bo seveda tudi vreme, kot ste rekli, kot je napoved, takšno poletno, da se bo na Kongresnem trgu vse lahko normalno odvilo. Hvala tudi vam. Mi bomo zdaj odšli v oglase, po oglasih pa nas bo Juš ponovno razsvetlil s celotno porcijo informacij, aktualnih informacij, tudi prometa in vremena. Tako da se gledamo.